kot nas zvon pokliče k maši, tako so naši pritrkovalci danes pozdravili na srečanju zborov in skupin Maj časti Marijo. Spet kliče na svenčani maj. Tako poje in pripoveduje naša znana Marijina pesem. Da, tokrat v pesmi že 18. leto vam, spoštovani obiskovalci, domači zbori in gostje, prinesejo pesem vseh pesmi, naši materi Mariji v pozdrav. Kaj sploh pomeni ime Marija? Ime izhaja iz hebrejske besede in pojmovanja tista, ki jo Bog ljubi. Vprašamo se lahko, kdo pooseblja svoje ime v čistosti, nedolžnosti, dobroti, materinski ljubezni, blagodejnosti. Kristjani imamo več kot enoten odgovor. To je Marija. Zaupajmo prvi pesmi in otroškemu pevskemu zboru Angelčki Župnije Mengeš, ki pravi: Marijina pesem je kot pesem matere otroku. Zato jo imamo preprosto radi. Maria.
Slovenski narod ima nekaj, kar mnogi narodi nimajo in ne poznajo. Namreč največ cerkva na prebivalca na svetu. Imamo 2887 cerkva, od teh je kar 320 posvečenih Božji materi Mariji. To je podatek, ki nam naslednikom slovenskega rodu daje pravico in dolžnost, da ohranjamo njeno ime. Pevci Mengeškega zvona pa pravijo takole. Od začetka petja pred 42 leti je bila Marijina pesem vpeta v naše petje. V zahvalo smo pred 18 leti tudi organizirali to pevsko svečanost, ki se naj ohranja tudi za prihodnost. Zahvaljujejo se Primožu Koscu za večglasno priredbo Gačnikove pesmi Marija, ki bo danes prvič izvajana. Oh
že 50 let, odkar je v Mengšu zazvenela glasba, ki je drugačna, ki se je približala mladim. Takrat jo je vodil začetnik te glasbe, Franc Kompare, ki je tudi zdaj na čelu zbora. Takole so zapisali v svoji predstavitvi. Radi prepevamo in igramo Marijine pesmi. Ob glasbenih pesmih in besedilu začutimo vso lepoto Marijinega bitja in veselje, ki nam ga siplje iz usmiljenega srca. Z našim ustvarjanjem častimo Marijo živahnejšo cerkveno glasbo. Priporočamo se ji, da bi nas z materinsko roko vodila skozi življenje. Song
v Sloveniji kar 320 cerkva posvečenih Marijinemu imenu. Od tega je 6 bazilik, k njim pa lahko prištejemo tudi 18 cerkva v zamejstvu, ki so tudi posvečene Marijinemu imenu. Verjetno tudi ni cerkve, ki ne bi imela podobe ali oltarja, ki ji je posvečen. Tudi ta podatek nam pove, da smo narod, kateremu je Božja mati blizu. Fantje iz okteta Mi že od prve vaje in nastopov spoštujejo njene pesmi. Brez njih, pravijo, enostavno ne gre, saj so del glasbene zgodbe, ki plemenitijo njihove nastope in smisel njihovega petja.
ki jo Bog ljubi, je bila izziv mnogim glasbenim ustvarjalcem, ki še do danes ustvarjajo najbolj prepoznavno glasbo. Današnji glasbeni gostje, trobilna skupina Per, nam bo predstavila svoj glasbeni pogled na te skladbe v iskreni izjavi. Marija, radi te imamo in radi igramo tebi v čast.
V slovenski navadi je bilo predvsem v preteklosti poznano, da so v hiši postavili, predvsem v mesecu maju, Marijin oltarček. Šmarnice, rože, ki smo jih poistovetili z Marijinim mesecem, so bili obvezni cvetlični šopek na tem oltarčku. Prav je, da se tega spominjamo in tudi v sodobnosti obujamo. Če je bila zapeta družinska pesem ob tem oltarju, je bilo vsem tem še nekaj posebej veličastnega. Zmeraj pa je lahko praznik, ko zapojemo Devici Mariji. In kot pravijo pevci prazničnega zbora, obe pesmi, ki jih bomo zapeli, povezuje misel o tem, kako smo Slovenci od nekdaj zaupali svoje življenje v Marijino varstvo. Maria, prišli smo k tebi.
Bojim se jaz zlata. Ponižne strune, prosim te. To je citat iz zapuščine Alojzija Mava, skladatelja, ki je bil doma iz Grobelj, iz naše nekdanje župnije. Njegovo življenje in izpričanje do božje ljubezni sta bila posebej izkazana v pesmih, ki jih je namenil Materi Božji do konca svojega življenja, saj je njegova misel segala do poslednjih dni. Marija, naj umrem v ljubezni tvoji. Verjetno pa ni Slovenca, ki ne bi poznal njegove Marija, mati moja. Njegovo skladateljsko veličino in njegov opus del prepeva večina cerkvenih zborov. Prav posebej pa njegovo delo širi Akademski pevski zbor Alojzija Mava iz Ljubljane. Amen.
Če je zgodovina prežeta z besedo Marija, nam tudi današnji čas z vso iskrenostjo ponuja, da izkazujemo čast Mariji. Kjerkoli. V naši bližini pa so to Brezje, Sveta Gora, Višarje, Ptujska Gora, pa vse do Marijine romarske poti, ki se začne v Poljski Čestohovi, do Levoče na Slovaškem, Marija Cil v Avstriji in Gradcu, do slovenske Ptujske gore in Svete Gore nad Bistrico, tam je znana Marija Bistrica na Hrvaškem. Naslednje trenutke ob zvokih trobil premišljujmo in si izdelajmo načrt, da leto in dneve posvetimo in počastimo Božjo mater Marijo.
Marijo je slovenski narod vzel za svojo kraljico. V mnogih podobah je naslikana s krono ali vsaj z vencem zvezd. Mnogo stoletij je preživela ta podoba, ki jo ohranja verni slovenski rod, ki mu je bila zavetnica v največjih preizkušnjah našega obstoja. Tudi danes naj bo ta prošnja, da nas varuje uslišana. Pevci skupine Rž so zapisali: ker je Marija kraljica slovenskega naroda, ima tudi v naših srcih vidno mesto. Pesmi, njej zapete v čast, so nam v veliko veselje. Želimo si, da bi tudi v prihodnje cvetel njen maj in da bi bila naša večna priprošnjica.
Če nekdo v pevstvu od vaj do petja pri mašah, nastopih, žrtvuje več desetletij svojega življenja, mu v vztrajnosti mora nekdo biti v oporo. Pevci mešanega pevskega zbora svetega Mihaela so zapisali, da jih petje pesmi nagovarja v vero ustalega Kristusa in naj se skupaj z Božjo Materjo Marijo veselimo in se hkrati bojujemo zoper hudo. To je sporočilo, zaradi katerega je lepo peti in se s pevci truditi, da to s svojimi talenti oznanjajo tudi drugim.
Spoštovani obiskovalci, prijetno pevsko popoldne se počasi zaključuje, zato najprej k nagovoru vabim mengeškega župnijskega pomočnika, gospoda Štefana Babiča. No, bivši 17 let tukaj, ne? In kar v svojem času sem krstil 1250 mladih dušanov, poročil pa 450 art. To je nekaj korenin tukaj imamo. V glavnem oltarju cerkve na Ptujski gori je znamenit podoba Marije s plaščem. Pod njenim plaščem se zgrinja kar 81 oseb, ki niso anonimne, saj za 20 je določeno, koga predstavljajo. Največ jih je iz rodu celjskih grofov, potem svetorinski cesar, ogrski cesar, bosanski kralj in druge nekatere osebe pomembne z tistega časa. Ta kultura je bila prej na vrati vhoda v cerkev, kasneje pa so jo dali na glavni oltar. No in kakor Marija tam pod plaščem zbira najrazličnejše stanove, različnih starosti, tako je tudi danes Marija zbrala tukaj v naši cerkvi od različne pevske zbore, od najmlajših do najstarejših, poleg teh še druge glasbenike in pritrkovalce. Tam so ti 81 oseb obrnjeni vsi Mariji in jo častijo. Tako tudi vaša pesem je danes počastila Marijo. In kakor je bila ta Marijina podoba prej zunaj cerkve, potem je pa prišla v cerkev, tako tudi razni zbori, ki niso cerkvenega značaja, pa vendar radi stopite tudi v cerkev, da zapojete v čast Marije. Želim vam, da bi še dolgo prepevali Marijo v čast. Posebej pa še pozdravljam med nami pevski zbor iz Ljubljane, ki nosi ime našega rojaka, skladatelja Lojzija Mana. Zahvaljujemo se jim, da so to našo slovesnost povzdignili in jim želim, da bi še dolgo, dolgo prepevali Bogu in Mariji v čast, kakor tudi vsem našim zborom. Naj vas v življenju spremlja Božji blagoslov. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Bog z vami. Hvala lepa gospodu Babiču. V imenu organizatorja Moškega komornega zbora Mengeški zvon se bo vsem nastopajočim zahvalil predsednik gospod Tone Hribar. Najprej vsem lep pozdrav. Naj se ob koncu zahvalim vsem, ki ste se odzvali Marijinemu vabilu in se zbrali pred njenim oltarjem, tako nastopajočim, kot tudi vsem poslušalcem. Naj bodo po Marijinem priporočilu uslišane vaše prošnje in sprejete vaše zahvale. Vabim prav vse navzoče, da se njem pridružite v župnijskem domu, da naredimo klicaj k naši prireditvi. Hvala vsem in nasvidenje ob letu v Osore. Hvala lepa.
se jaz zahvalim vsem današnjim akterjem, ki so, mislim, z vašim aplavzom dosegli tisto, za kar so tudi prišli in počastili tudi sebe, Marijo in vse nas. Najprej se zahvalim seveda naši napovedovalki Nataši in skromnim majskim šopkom. Hvala. V nadaljevanju vabim, da se nam pridruži tu pevodkinja mešanega zbora Lojzi Mal iz Ljubljane, če lahko pride gor. Pevovod je kar pripravite se, boste prišli gor. Kvartet Trobil z dodatkom, še punce predstavnika vabijo, da se tukaj pride po darilo. Ali pa pritipu. Z nami so bili tudi vokalno-inštrumentalni skupina Svetega Mihela, Hrš, praznični zbor. Pritrkovalci, pritrkovalke, mešani zbor Svetega Mihela, taj pa zgleda za mene vse, ne se ne bo enega. Angelčki? Angelčki, gde smo? Smo že delo naredili. Za konec smo se zamislili, da bomo drugače kot ponavadi, in bi vas vabil, da vsi skupaj zapojemo najlepšo slovensko pesem Marijo pozdrav, Marijasko življenje. Fajn bi bo, da bi vsi vstali, se zahvalili in kot je potem rekel tudi naslednje, tudi še v župnijskem domu, da tole vse skupaj tole pesem se še malo podružimo.